Kinodvoru so organizirali srečanje gluhih in naglušnih, kjer so razpravljali o tem, kakšni naj bodo filmski podnapisi, da bodo res prilagojeni njihovim potrebam. Udeleženci so si ogledali odlomke slovenskih filmov in nato izrazili svoja mnenja o tem, kako pomembno je, da podnapisi zajemajo tudi zvoke in glasbo, ter izrazili želje po jasnosti, barvni razločnosti in pravilnem označevanju govorcev. Današnji dogodek je bila fokusna skupina z gluhimi in naglušnimi. Z njimi smo preverjali opisne podnapise. Namreč v okviru projekta Filmski svet s prilagoditvami za gluhe in naglušne je bila oblikovana tudi delovna skupina, ki pripravlja smernice za opisne podnapise. Gledali smo si odlomka 2 filmov in se ob njih pogovarjali, kakšni so bili ti opisni podnapisi, a odgovarjajo potrebam in željam gluhih in naglušnih. Opisni podnapisi prikazujejo vse, da gluhi lahko razumejo in spremljajo film. Če je kakšen hrup, bodo vedeli, kakšen hrup je to bil, kot naprimer, če se vrata zaloputnejo ali je avtomobilska nesreča. Potrebujemo mnenja gluhih, da lahko naredimo prave prilagoditve zanje, da dobijo to, kar res rabijo. Živa, ki dela v Kinodvoru, je želela, da bi bil bolj dostopen in vsako leto naredi nekaj za dostopnost ljudi. Pred 2 letoma so bile prilagoditve za invalide in letos so za nas gluhe. Veliko gledam angleške filme, kjer so opisni podnapisi, ki v Sloveniji ne obstajajo. Meni se opisni podnapisi zdijo boljši, ker je tako bolj jasno, kaj se dogaja v filmu. Ko je Živa izvedela za opisne podnapise, smo ustanovili delovno skupino, da lahko pripravimo nov zakon o opisnih podnapisih. Pobuda za uvedbo opisnih podnapisov je tako prerasla v večji projekt, v katerega so vključeni strokovnjaki in predstavniki različnih organizacij. Smernice so nastale v sodelovanju z Združenjem tolmačev slovenskega znakovnega jezika, z RTV Slovenija, Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije in pa z Društvom filmskih in televizijskih prevajalcev in pa Kinodvor. Današnje povratne informacije gluhih in naglušnih pa bomo upoštevali in jih seveda vključili tudi v smernice. Te smernice pomembne zato, da bojo v bistvu različni prevajalci in različni ponudniki audiovizualnih del pripravljali smernice na enak način, po nekih enakih standardih, da bojo te smernice oziroma ti podnapisi pripravljeni kakovostno. Ob večji potrebi po opisnih podnapisih pa se poraja tudi vprašanje glede zakonodaje o podnapisih v slovenskih filmih. Kar se tiče opisnih podnapisov, res upam, da bodo ljudje to razumeli in to uporabili tudi v večjih kinih. Trenutno v zakonu ni zapisano, da morajo biti v slovenskih filmih podnapisi, zato si želimo tudi to urediti. Opisni podnapisi so še en korak bliže večji dostopnosti za gluhe in naglušne in slednjim omogočajo, da film doživijo skoraj enako kot slišeči. Za zaključek bi želela povedati to. Ničesar ni za gluhe brez gluhih.